Lepo pozdravljeni. Starši najstnikov imamo pogosto vprašanje, kako naj motiviram svojega otroka. Recimo, da se bo učil. V današnjem videu bi rada osvetlila par stvari, ki se mi zdijo tako življenjske in uporabne in praktične. Verjetno ste že slišali za zunanjo in notranjo motivacijo, pri vseh stvareh, tudi pri učenju. Za zunanjo govorimo, kadar je tisti poriv, ki otroka pripravi, da se uči, da nekaj doseže, predvsem recimo ocena ali pa pohvala ali pa dosežek, lahko je pa tudi izogibanje kritiki ali pa izogibanje kazni. Zunanja. Notranja je, kadar otrok nekaj počne, zaradi tega, ker mu to daje dobre občutke, ker se ob tem dobro počuti in ker ga to veseli in ga sama dejavnost, bi rekla, vleče naprej. Pri razvoju notranje motivacije se zadovoljuje 3 zelo pomembne potrebe in kompetentnost je recimo tista, ki je še najbolj pomembna, namreč da otrok razvija svoj občutek, okej, to jaz zmorem. Drugi 2 pomembni potrebi sta torej avtonomija, da ima otrok vpliv in možnost izbire, in pa pri učenju tudi zelo pomembna ta povezanost, potreba po povezanosti, da se počutim sprejetega in varnega. Albert Bandura je raziskoval samoučinkovitost, self-efficacy v angleščini, in ugotovil je, da smo ljudje bolj pripravljeni narediti stvari, ko verjamemo, jaz sem to sposoben, jaz to zmorem. In ko razvijamo ta občutek, potem smo pripravljeni dlje časa v nekaj vlagati in se bolj potruditi, tudi ko naletimo na določene ovire. In ravno to je tisto, kar je pri otroku vredno razvijati. Torej, zunanja motivacija na začetku ni nujno slaba. V redu je, če otroku nekaj obljubimo kot nagrado, mini nagrado, zato da ga sploh pridobimo do tega, da začne z neko dejavnostjo, da se začne učiti, recimo, da začne delati. In potem se to skozi vodni proces lahko spremeni v notranjo motivacijo. Kako? Ni treba čakati, da ima otrok notranjo motivacijo. S tem, ko mu obljubimo neko zunanjo nagrado, ko spodbudimo zunanjo motivacijo, ga v bistvu pripeljemo do nove izkušnje. Ko nekaj razume, ko je pri tem uspešen, razvija občutek, okej, jaz to zmorem, meni to gre. Jaz lahko tudi konec koncev sam odločim, da kdaj se lotim ponavljanja, utrjevanja, kdaj zaključim. Vse to v bistvu podpira njegove potrebe. Ravno to je dobra podlaga za te kratke 5 do 10 minutne dnevne vaje ponovitve. Otrok s tem ne da samo ponovi besede ali pa neko slovnico, ampak predvsem tudi razvija ta občutek, okej, nekaj sem razumel, zdaj to znam rešiti, to mi zdaj dobro gre, čedalje boljši sem. In iz tega pride zmorem. In ta občutek zmorem potem pripelje tudi kasneje do občutka, meni je to veselje. Saj veste, ne? Česa se najtežje lotimo? Tistega, kar nam ne gre najbolje. Neko stvar, ki jo vi obvladate, boste prijeli v roke, naredili 1, 2, 3. Nekdo drug, ki točno iste stvari ne obvlada, se pripravlja, sprašuje, raziskuje, vi imate že narejeno, ko se nekdo drug še lotiti ne more. In to je isto, kar se dogaja tudi pri otrocih. Zato je taka redna, kratka vaja
potrjevanje, v bistvu gradnja motivacije. Ne samo zunanje, ampak dobra ocena verjetno ponavadi sledi, ampak tudi te notranje, ker otrok razvije občutek, zmorem, gre mi, in potem tudi iz tega sledi, da ne potrebuje več tega pritiska oziroma spodbujanja oziroma pregovarjanja doma in postaja čedalje bolj samostojen. In logično je, da je potem tudi za starše manj stresno, če otrok zmore sam skrbeti za svoje učenje, ne da ima mama ali pa oče glavo polno, kdaj je test, kdaj je preverjanje, kdaj je ocenjevanje, kdaj je treba kaj oddati in tako naprej. Okej. Hvala in en krasen dan vam želim.